prisotni že kar lep čas, smo skupaj. Lahko še malo nadaljujemo, če ima kdo kakšno vprašanje. Tam vidim enega gospoda. Se Košir Anton, samo že gospoda Juhanda za članek se vam Poskušajte povedati kratko mnenje ali po vprašanju. Jaz sam se zahvaljujem se za članek, sem napisal, drugo pa jaz bil je en umor, uboj enega zdravnika v Izoli, ne? In jaz nisem videl, da so prišli arheologi tam, ampak da so prišli kriminalisti, ne? Zdaj pa pri nas pa izkopavamo, pa ne pridejo kriminalisti, ampak pride arheologi, pa se ne kdo pride, ne gospodarstveniki. To je eno, ne? Drugo pa ta Krinska jama naša, ne? Nam odpira rane še naprej, ne? Ker mi še zmeraj ne bomo pokopali, ker če računamo, vi pravite, da predsednik države, Pahor, da on se prizadeva za to. Jaz mislim, da se pa nič ne prizadeva, ker on hodi še zmeraj v Stožice in poje bandera Rosa, ne vem kaj še, ne? To mi ne izredno boli, ne? No, hvala lepa. Sicer je pa tukaj gospod, mogoče bi dali še besedo gospodu Vlado. Lahko še gospodu, da bo še gospod zastav vprašanje, bomo potem skupaj odgovarjali. Ampak vprašanje ali pa kratko mnenje, ne? Sprava. Glede sprave bi tako povedal. Prvi korak do sprave ne bi bil po mojem mišljenju sprejetje resolucije, ki jo je predlagala Evropa, to se pravi obsodba vseh treh totalitarnih sistemov. To ne bi bil prvi korak. Dokler te obsodba ne bo sprejeta, tudi izkopavanje kosti ne bo pripeljalo nikoli, nikdar do sprave. Drugi korak do sprave naj bi bil, po mojem mišljenju, trdnem prepričanju, prepoved nošenja vseh totalitarnih simbolov jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo. Potem Huda jama. Sem v društvu Huda jama, nisem prizadet, nimam svojih sorodnikov tam, morda so, ker Slovenija je majhna, jaz ne vem. Brez pokopa teh ljudi in prisotnosti ožjega predsedstva, članov društva Huda jama in spoštovanja Romana Leljaka, kateri piše pošteno zgodovino, se bori za resnico, se bori za pravico, se bori tudi, da bi prišlo do sprave, piše zgodovino, ki je lažna, prirejeno starem sistemu. Ja, zdaj boste počasi. Tako bi jaz končal. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospa. Še ena gospa je tam v zadnji, prosim. Nečno, bomo šli po vrsti. Dajte se prosim predstaviti. Jaz bi pa sem rada vprašala, mogoče bi se dal to morijo ali pa ta zasliševanja komunistična primerjati z inkvizicijo v srednjem veku. In če ja, zakaj, in če ne, zakaj? Hvala lepa. Samo vaše ime pa primer, da bomo... Tamara Korošec. Jaz bi sam tako rekel, da je malo špekulativen odgovor na hitro. Inkvizicija je bila ob vsej svoji krutosti, vendarle v tisti dobi je predvidevala neki pravni postopek.
in so imeli obsojenci, seveda v tisti absurdni situaciji, vendarle zagovornika in možnost zagovora. Pri teh umorih, kot smo jim sedaj priča, pa to praktično ni bila praksa. Še nekdo je hotel zastaviti vprašanje. Tukaj prosim, če. Aha, gospod, ja. Prej je bilo rečeno tam... Samo predstavite se, prosim. Martin Haušen. Jaz izhajam iz Podgorjancev. Prej je bilo rečeno tudi, da so tudi padli v Brezno. Jaz sem mojega brata, ki je šel prvi prostovoljcu partizane, 41 leta, še ni bil star 20 let. Jaz sem bil takrat star 4 leta in ga skoraj nimam spomnil. No, in mama mu je branila, da počakaj, še ne veš, kaj se bo zgodilo. Mama, jaz grem, da bomo enkrat še živeli. Prav, Frence, počakaj, bomo videli, kaj bo iz tega, nič ne veš, kam veš pa kako. No, in je odšel, čez 3 meseca se je še enkrat javil, v pol leta ga pa verjetno ni bilo več. Bil je pa kolega, ki ga je pelal s sabo in ki je on videl, da tega mojega brata manjka, je vprašal tega politkomisarja, kaj je zdaj, zakaj tega fanta ni več. Kaj bom rekel staršem, ker sem ga jaz pripelal tu. Tišina prav, ga ni, konc. In je brat, še danes ne vemo, kje je in prostovoljno šel in tako je zginil, da še danes ne vem, kje je pokopan. V dodavi je pa še, prav, če smo se mi prišli osvoboditi, da bomo okupatorja premagali, prav, mi smo zdaj tukaj že skoraj pol leta, nobenega stika z italijanskimi vojaki, nobenega spora, nobenega napada. Naše fante pa med sabo pobijamo, kam bomo mi prišli, kdaj se bomo osvobodili. Hvala vam za to dragoceno mnenje. Poskušali vendarle sedaj počasi odgovarjati, potem bomo pa dali besedo vam. Doktor Velušček, izvolite. Jaz bi najprej nekaj besed o arheologih in povezavo med arheologi in raziskovanjem teh medvojnih in povojnih pobojev. Namreč na spletu berem veliko gneva čez arheologijo in kako to, da arheologija se s tem ukvarja. Dejansko taka je zakonodaja. Bila je sprejeta nekaj let nazaj, ampak rekel bom, stanje je še slabše. Arheologija se s tem noče ukvarjati. Samo nekaj arheologov nas je toliko pogumnih, da se lotevamo teh stvari. Ko pa bo večina arheologov to čutila kot potrebo, potem ne bo več teh vprašanj. Niti ne, a to raziskuje kriminalistična policija ali kdo drugi. Gre pa za zločin. Mogoče ne bomo glede Krimske jame tega vprašanja več odpirali, no, zakaj ni bilo policistov, vse so bili tam, prvi dan so bili tam, tako da so videli, kaj počnemo. Jaz bi samo to rekel, da niti pravzaprav ne potrebujemo kriminalističnih preiskovalcev, ker tukaj gre vendarle za kraj zločina, kjer vemo, kdo je naredil ga, imamo dokumente ohranjene in vemo, kdo so žrtve in zahvaljujoč kot Murjevi tudi vemo, kako so bili ljudje pobiti. Tako da, jaz ne vem, no, če ima kdo veselje, lahko to na sodišče spravi, ampak preiskovalcev pa res ne rabimo več, ne se imamo vse. Čisto kar, pogledajte, te raziskave so delane visoko strokovno. Ko sem namreč medija se prvič spomnim, ko sva pred 20 leti z Andrejem govorila, je rekel, ti Stane, jaz sem šel pa analizirati urok, pa sem vse pregledal, kako so ljudje stali, pa sem najdel to pa to. Takrat sem prvič videl, ko se te stvari strokovno pristopim, potem, ko je Toni temu pristopil. A veste, to so posebna znanja. In zdaj so pa še, kot je še kolegica tlele, veste, to se dela visoko strokovno znanstveno, noben ne bo mogoče, da je to neko želobardsko delo. To je zelo resno delo. Edin z neko resnostjo, solidnostjo se daje odgovor. To je najboljši odgovor na zločine. Kaj če po Bogi kriminalisti tle pomagati? Se nimajo znanj. A veste, to, naprimer,
Tone je v Švici študiral, dobro za določeno, za mlajša kot mi, ne, pravno so dobro, ne, Tone. Bakrena, pardon, ja, ne, ampak to so specialna znanja, ki pridejo tle v poštev. Tle smo zgodovinari pred kratki, gospod je Jamar, to je treba drugače pristopiti in bi rekel s to nadgraditvijo znanja. Tle je velik napredek, poslušajte, tle so bosi, goli, gotovi so. Ne, gotovi so. Doktor Juhant. Imamo novo vprašanje. Ja, bomo. Še malo počakajte. Ja, na vprašanje, kako je s kriminalisti. Žal moramo reči, da je član te komisije ali pa celo predsednik spravil zakon, oziroma pomagal spraviti zakon, kjer kriminalisti nimajo pristojnosti. Sprejela ga je pa oziroma predlagala ga je pa Nova Slovenija. In jaz se ne strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da je vse znano. Veste, za kriminaliste morajo biti indici. Danes se delajo, hrvaška poslanka nas je v Hudi jami na to opozorila, se celo stvari kradejo in se dajo na internet. Veste, te stvari je zelo težko govoriti, jaz težko govorim, ampak jaz mislim, da v prisebnosti in resnice jaz ne govorim zaradi ljudi, ampak govorim res iz človeške skrbi in tudi iz prisebnosti, da moram to govoriti. To ni prav, to ni pošteno in to ni korektno. Te stvari je treba pristopiti in seveda to je tudi povezano s tem, kar je prej gospod rekel, da v Sloveniji nismo priznali zakona, ki ga je 2009 sprejel Evropski parlament, kot tudi našega, ampak smo se samo seznanili z njim. Seveda vse drugo je pa povezano tudi s širšim okoljem. In zdaj, če govorite o predsedniku, jaz vem, sem prej že rekel, pa ponavljam, ima dobro voljo, je prizadev, ampak na drugi strani pa vem, da ima velike težave. Je tudi o tem govoril. Osebno pa najbrž tudi komu izmed vas, ki ste imeli kdaj stik z njim. Ampak, gledajte, to je stanje našega duha. In mi se moramo vprašati, zdaj tukaj, ki smo navzoči, pa še vsi ostali, spet smo pri istem vprašanju, ki sem ga postavil prej, ali smo zavzeti za resnico, tako kot je gospa rekla. Včasih je ta resnica tako kruta, ampak jo je treba tudi reči, to je otrok. In celo tega nismo sposobni izreči. A veste, kaj to pomeni? Kako daleč na tleh smo in kako se moramo pogovarjati o tem, da bomo odkrito o tem govorili, da bomo tudi rekli, poslušaj ti, pa tudi če si moj kolega, pa če si uradnik, predsednik komisije, pa če si član komisije, pa če si državni uradnik, pa če si predsednik vlade, pa parlamenta, tako naprej, so določene stvari, ki ne gredo. Gospodje in gospe, tako se ne moramo pogovarjati v normalnih družbenih demokratičnih razmerah. In zato gre, to je pot k resnici. Je pa zahtevna, jaz lahko rečem to, morda nekdo je pa nekje zvezan, pa ne more tega reči, ampak to pa moramo govoriti, da tako je. Ne moramo reči zaradi tega, ker sem jaz zvezan, da pa ni to tako.